Trenutno smo na enem najlepšem delu Pilštanja na grajskem dvorišču, mi ga imenujemo domačini Emin Gaj. Tu je lepa narava, mir in celo energetske točke so pozitivne, ampak sem prihajamo zaradi drugega. Tu izvajamo po novem za turiste pouk malce drugače in sicer lokalni vodnik se spozna z njihovo zgodovino, z njihovimi značilnostmi in potem tu imamo delavnico, debatiramo o njihovem kraju, o našem kraju in na ta način hitreje in na en tak lahek način, malce drugačen način spoznavamo kraje v Sloveniji. Za zaključek vas bi pa povabil, da si ogledate Kozjansko. Veliko imamo zanimivih stvari, zanimivih zgodbic, tako da se splača priti k nam. Turistično društvo vam pa pripravi en tak paket ogledov po celi občini in vsi se bomo dobro počutili in veseli šli domov. Srečno! Lepo pozdravljeni! Nahajam se na čudovitem trgu Pilštanj, trg je srednjeveškega izvora na Kozjanskem. Veliko imamo pokazati zanimivosti in bogato zgodovino, zato se je turistično društvo že pred 15 leti organiziralo, da vodimo turiste in jim pokažemo vse tisto, kar je zelo zanimivo. Ko lokalni vodnik sprejme turiste, jih popelje po trgu, se sprehodimo in si ogledamo glavne značilnosti. Smo pri sramotilnem kamnu, ki je znak srednjega veka in v zvezi s tem sta tudi dva gradova, na katerem je bila rojena sveta Ema, edina slovenska svetnica. Velika posebnost Pilštanja je rumeni dren, poznan daleč naokrog. V zvezi z drenom je veliko zgodbic, zanimivih, posebno pa kaj in kako koristi dren v vsakdanjem življenju. Zato je v zvezi s tem poznana tudi tista pesem Čez Pilštanj voda teče, drnule peremo. Ojej! Ja, kje pa hodiš? Vsi so že tu. Sedi. Ob 550-letnici šolstva na Pilštanju smo ob tej priliki pripravili otvoritev razstave stare opreme, starih klopi, stolov in razstavo, tako da lahko zdaj obiskovalci marsikaj zanimivega vidijo izpred 70 let nazaj. Ja, prav ste slišali, 550-letnica je šolstva na Pilštanju in grajski so se že začeli učiti pred Trubarjem pisati in brati. Kje imaš pa ti nalogo? Pesmijo je pojedel? Kaj? Pojdi v kot. To se pravi, vsak učenec, ki zamuja, ki nima naloge, ga pošljemo v kot, sicer lahko gre tudi na koruzo klečati. In če se tega ne zapomni, potem je